Alenka Bratušek, ki bo predstavila, kaj vse je danes vlada sprejela, da bi izboljšala letalsko povezljivost Slovenije s svetom. Ministrica, izvolite. Najlepša hvala in sem prepričana, da veste oziroma ste seznanjeni, da smo prejšnji teden zelo natančno, mislim, da je približno 2 uri trajala tista predstavitev, predstavili 2 študiji, ki na nek način prvič jasno pokažeta, kakšno stanje je na področju povezljivosti v naši državi. In tudi vlada se je danes s tema 2 študijama seznanila in od popoldan dalje bosta ti 2 študiji tudi objavljene na naši spletni strani, tako da jih boste lahko sami videli in ne bi danes več, govorila o podatkih, ki so v ti 2 študiji vključeni. Kot drugo se je vlada seznanila s poročilom vodje delovne skupine za preučitev možnosti za izboljšavo letalske povezljivosti in sklepi, ki jih je delovna skupina sprejela. 4 so ti sklepi, od tega, da ugotavljajo, da subvencije, ki smo jih razpisali v tem prvem koraku, niso dale zadostnih rezultatov, do tega, da ugotavljajo, da iz študij izhaja, da pravzaprav edina možna ali pa najbolj smiselna rešitev bi bila soustanovitev podjetja s strateškim partnerjem. In tretji sklep, ki ga je vlada sprejela, je sklep, da Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za infrastrukturo, da v sodelovanju z drugimi pristojnimi resorji nadaljuje postopke za iskanje pravnih, ekonomskih in drugih potrebnih rešitev za izboljšanje letalske povezljivosti, vključno z morebitnim povezovanjem z obstoječimi letalskimi družbami. In to je to, kar sem tudi prejšnji četrtek na tej predstavitvi povedala, da si od vlade želim dobiti. Jasno, naj povem, da niti ni bilo še predloga, ker ni osnove za to, da bi Slovenija šla v ustanavljanje, soustanavljanje letalske družbe. Do tja nas čaka še kar nekaj korakov, da se bi sploh lahko odločali o tem. Letalski posel je zelo reguliran z evropskimi pravili in vse to bomo v nadaljevanju na Ministrstvu za infrastrukturo dali na mizo, da bo vlada potem lahko odločala, kako naprej. Najlepša hvala, ministrica. Verjamete, kakšno vprašanje? Ne? Ja? Prosim, če stopite sem, za voljo tega, ker nas spremljajo v prenosu. Zelo podrobno. Ok, v redu. Aha, ok. Jaz nisem stal teden na skoku. Kar stopite sem do mikrofona. Lepo pozdravljeni, moje ime je Luka Peš, spletni medij prava.si. Vem, ko ste na te vprašanje verjetno zdaj že odgovarjali velikokrat. V preteklosti ste bili pač tudi proti, koliko vem, ustanovitvi letalskega prevoznika, tudi se je prodal takrat. Čem je bistvena sprememba, ali je res vzrok samo te neki podatki, ki kažejo glede gospodarstva, turizma? Koliko sem videl neke podatke, so realno, mislim, da nam prišlo celo več potnikov kot pa prejšnje leto, če se ne motim, me boste popravili. Zanima me glede študije. Tudi sami smo dobili informacije, da je bilo na teh komisijah tudi zelo pestro in da je predvsem študija gospoda Damjana problematična, ker so v njej uporabili neki stari podatki, prirejene številke, da je pač bilo bolj ugodno za vlado napisano, zakaj bi sploh šli v ta projekt. Pa to za začetek. Bom začela tukaj zadaj, ker je gospod Damjan oziroma tudi 2 člana komisije sta bila prejšnji četrtek z mano na novinarski konferenci in odgovor je bil ne, to ne drži. To je njihov odgovor, ki ga jaz danes prenašam, sama na teh delovnih skupinah nisem sedela. Študije kažejo, da Slovenija pravzaprav najslabše okreva izmed vseh evropskih držav in to za nekaj 10% slabše kot ostale evropske države.
Mislim, da bom zdaj že 100-krat ponovila, ampak ok, nikoli ni preveč. Nikjer ne piše in nismo se odločali in niti ni bil podan predlog, da se vlada odloča o ustanovitvi, soustanovitvi, kakorkoli rečemo, nove letalske družbe. Sem bila pa zelo kritična leta 2016, ko je Cerarjeva vlada oziroma SDH, takrat pod vodstvom gospoda Jazbeca, Adrio Airways prodala finančnemu skladu, ki jo je izčrpal in poslal v stečaj. Tudi jaz, mene še niste slišali se opredeliti, ja, Slovenija potrebuje oziroma Slovenija bo naredila novega prevoznika. Ne, prvič imamo študije in prvič imamo na mizi številke, ki jasno povejo, kakšno škodo slovensko gospodarstvo trpi, ker smo slabo povezani in govorimo o nekaj 100 milijonov evrov. In vlada nam je dala oziroma je dala Ministrstvu za infrastrukturo mandat, da z koraki, z postopki nadaljujemo in pridobimo bistveno več informacij, ker ta študija je res začetek, osnova, da lahko gremo naprej. In jaz sem več kot zadovoljna s tem, kar je vlada danes sprejela. Še eno vprašanje. Nastja Stoper, Televizija Slovenija. Mene zanima glede zastojev. Zopet imamo na slovenskih avtocestah zastoj, pa sezona je pred nami. Kaj nameravate na tem področju narediti? Imate